In še zadnje vprašanje, ki ga zastavlja fotograf in novinar Janez Platiše. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim ponovno uvaja izvajanje elektivnih, ne nujnih, zdravstvenih storitev za paciente. Zanima me, če to pomeni, da je operacija sive mrene zdaj zopet možna oziroma dovoljena. Ja, poglejte, elektivni posegi, to so nenujni posegi in prav je, da smo z njimi začeli po tistem prvem šoku, ko pravzaprav nismo vedeli, a bo dovolj kapacitet za obvladovanje epidemije. Mislim, da je zelo prav, da so se ti nenujni posegi, to se pravi tako diagnostika, kot recimo tudi nenujne zdravstvene storitve, take, ki lahko malo počakajo, in tudi rehabilitacija, vseeno odprli. Pomembno je slediti postopku. Ta postopek je dovolj jasno predpisan, tako da morda, če kdo posluša danes, to je dobro vedeti, da ga na večer pred elektivnim posegom pokličemo po telefonu, sestra ali pa zdravnik, povprašamo, kako je, ali ima kakšne znake okužbe, ali je bil v stiku. Zelo pomembno je, prosim, da bolniki tega ne prikrivajo, da povejo tako, kot je. Na to naslednji dan, če je vse v redu, to se pravi, če nima znakov okužbe, če tudi v družini ni nikogar z morda navadnim nahodom, pride v bolnico, ga ponovno izprašamo, pogledamo, pregledamo in če je zdrav, potem ta poseg tudi izvedemo. Ja, kar se tiče sivih mren, res je, tukaj jaz povsem zaupam našim oftalmologom, da delajo tako, kot je prav in skladno z doktrino. Morate pa vedeti, da je ta virus v očesni veznici, je kar v višji koncentraciji, tako da tukaj pa oftalmologi bolje presojajo, kot lahko jaz, ki sem navadna zdravnica. Hvala lepa za vse te odgovore. Zaenkrat novinarskih vprašanj za vas nimamo več. Hvala.